Zdravo, moje ime je Valesa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes se počutim tako uradno v tej srečki. Kmalu v letu 2018, kar je neverjetno, in tudi moj bratranec, najmlajši v naši družini, bo star 18, ker je tak, kaj? V glavnem, ja. Odločila sem se, da naredila 17 stvari, ki so se zgodile leta 2017. Če sam zdi, da imam čuden glas, ga imam, ker se zdi, da imam malo zaštofano vse skupaj, kakorkoli. Idejo za ta video sem dobila pri Kairen oziroma Kaja Solo. Ne vem, kjer je njen slovenski YouTube kanal. Mislim, da je Kaja Solo slovenski. Sej vseeno. Linkala ga bom spodaj, če hočete gledati. No, v bistvu pač videla sem, da dosti ljudi dela take videe, pa blog objave na to temo, ampak pri njej sem videla, da je imela tak potem še utrinke zraven prikazane, teda če bo utrinki črno-beli, če jih imam na računalniku, sem dobila idejo pri Kaji. Prva stvar od 17 je definitivno Turčija, ker si nikoli nisem mislila, da bom rekla, da sem bila v Turčiji. Bila sem v Afriki, pa v drugih državah, Švedska, bla bla. Nisem ima nikoli zdela, da mi jaz šla v Turčijo. Ne vem zakaj, ampak pač sem zdela Turčija taka država. Ne vem, kaj zdaj govorim, ampak ja, pač šli smo v Turčijo z Lukasom in njegovim matejem in njegovimi sestrama. Kaj in Uška, pa še punca. Zakaj? Ok, kakorkoli, ne vem zakaj zdaj govorim skozi šli smo v Turčijo, bilo je ful fajn. Druga stvar je bilo konec gimnazije, ker je bila ena izmed najlepših stvari, ki se je zgodila leta 2017. Eni imajo vrej izkušnje, eni nimajo. Teda ja, definitivno to, da se je končala gimnazija. Zato nimam nekaj full videov, ker moja mucka, moj Oli mali, ki je v bistvu že star 1 leto, oziroma 1 leto je že pri nas, ni prišel leto 2017, ampak vseeno je naredil moje leto 2017 lepše, ker je res full poseben mucek. Tak vedno naši parceli redko kdaj sploh gre kam, vedno ko ga pokličeš pride kot neki pes, ko prijemo iz kosila od babice, nas čaka tu dobesedno pred vhodom. Četrta stvar, mislim, da smo pri številki 4, je 2 leti z Lukasom. Upam, da jih bo še več. Je ena izmed najboljših oseb, kar jih jaz poznam, pač, oziroma je najboljša oseba, kar jaz poznam. Ne vem, sploh, kaj nečem. Še to ne bi na jok. Ja. Sem ful hvaležna, da ga imam v življenju, ker ne, jokala sem, da res za svoj govorim. Ne vem zakaj, pač ponovadi nas je ponovadi jočem, ne vem, danes je tak čustven dan, ki sem se čez jutraj 5-krat skoraj jokala zaradi brezveznih stvari. Nimam menze, ne vem kaj je, ampak čustven dan, da ne bom preveč govorila, ker sem jokala in možem se zdaj jokat, ker je tak lej, da bi se jokala. Ok. Moving on. Moj maturanski ples. Bila full fajn, z Lukasom smo plesala, logično. Da ja, maturanski. Če imate kmalu maturanskega in mislite, da ne boste šli, vseeno pojdete, ker pač ni slabo. Dejansko je fajn, no. Mislim, naš maturanski se meni zdi, da je bil fajn. Potem Beauty Bloggers Meetup, kjer sem spoznala dosti bloger in youtuberek tudi v živo. Ena izmed teh je bila Tija Petek, imam se že puno slik s njo. Potem smo pa bili še na Makeup Revolution partiju, kjer sem bila ful počaščena, da sem bila sploh povabljena. Bilo je ful super, dobili smo ful nekih stvari, tudi na Beauty Bloggers Meetup. Ampak ni bil point to, point je bil s tem, da smo šli in smo se imeli fajn. Ne vem, na kateri stvari sem, ker sem že tako rahlo pozabila. Ja, ena izmed mojih najlepših stvari je tudi bil moj rojstni dan letos, ker nisem imela neke ful zabave, ampak so prišli moji prijatelji, pač prišla sta 2 kolega, ker mi je bilo ful lepo, da sta prišla za moj rojstni dan, pa nas so mi darila, logično. Bila sem stara 19, kam gre čas, da sem spet jokala. Fun fact, za svoj 18. rojstni dan sem se jaz v posli jokala Lukasu, ker sem bila tak, oh my god, kam gre čas. Se ne moti, da se staram, to me sploh ne moti, ker jaz komaj čakam, da bom starejša, pa da bom imela službo, pa da bom imela svojo družino, pač jaz se tega ful veselim, ker pač taki človek sem. Ja, ampak sem se jokala, ker sem zvedela, da čas gre ful hitro in da ne moram vedeti, da sem že 18 stara, da spomnim, ko sem bila stara 12, pa 13, bla bla bla.
Ampak ja, to pač sem jaz. Ja, potem tudi ena stvar, ki je menila Kaja. Moj MacBook, ki sem si ga kupila s svojim darom, kar je še tako, mislim, ful sem vedno hotela imeti Apple računalnik, pa tudi telefon, ampak telefon sem si kupila prej. No in potem sem si kupila računalnik za svojim lastnim denarom, niso mi dali starši zraven, dejansko sem si ga lahko kupila od tega, ker sem dejansko delala. In ki vem, da eni verjamejo, da materialistične stvari niso pomembne in jih nima, ampak pač ok, vrejo, to je njihovo prepričanje, zdaj pa Nati meni govori, da sem slabši človek, če imam Maca ali pa če imam iPhona. To je pač meni tako glupo. A ja, v letu 2017 sem tudi naredila svoj lasen planer, sem ga izdelala. Ni zdaj ono čisto tako, sem si ga zamislila, ampak delam na tem in upam, da bom enkrat kasneje lahko delala svoje planere, ker pač jaz sem z rokovniki in takimi stvarmi obsedena že od malega in ko bi pač lahko bi tudi rada delala svoje rokovnike, pa zopnejo take stvari. V letu 2017 tudi začela malo bolj uporabljati make-up in začela to malo bolj učiti in se mi zdi, da mi gre že malo boljše. Malo boljše. Tudi to je ena materialistična stvar, ampak ok, in to je ta Candy Prada parfum, ki ful dišim, tako že dosti ljudi mi je rekel, da dišim. Zgleda tak, imam ga še ful malo. Kupila mi ga v bistvu mami, pa tista mi ga kupila za konec šolskega leta, oziroma konec gimnazije. Teda pač ni kar tak, ampak ima tudi pomen, sta mi ga kupila. Ja. Ena izmed dobrih stvari leta 2017 je tudi gimnastika. Ful rada delam gimnastiko, tako sem trenirala in prvo mi je bilo ful težko začeti spet učiti gimnastiko, ker sem jaz vedno hotela trenirati, ne učiti. In je bilo kar težko gledati druge, s katerimi sem trenirala prej, kako ne trenirajo. Pa pol na tekmah mi je bilo kar hudo jih gledati, ampak ja. Pač dosti ljudi, ko neha trenirati gimnastiko, jim ni žal, da so jo nehali. Meni je. Ker pač, meni zdi, ker jaz sem nekako mogla gimnastiko neha trenirati, nisem je dansko hotla. Ampak ja bom dala malo utrinkov iz časa, ko sem jaz trenirala gimnastiko. Dosti me ljudi me sprašuje, če sem bila dobra, pač nisem bila slaba, nisem bila pa za olimpijske igre. Definitivno je tudi en izmed highlightov leta 2017 bilo to, da sem začela snemati slovenske videe in tudi to, da odkar snemam slovenske videe, mislim, da sem imela, preden sem začela snemati, okoli 700 naročnikov in zdaj jih imam okoli 1800, kar je ful naraslo in si jaz se predstavljala zaradi tega, pač jaz YouTube delam že 5 let, delala sem angliški YouTube, kjer pač sej nisem redno objavljala in potem, ko sem začela redno objavljati, mi je iz 500 naraslo na 700 v roku parih tak 3 mesecih, kar se je že takrat meni zdelo to OMG, wow, ne? Pa sem začela delati slovenske videe, pa sem prišla, pač mislim, da ko sem gledala, da v roku enega meseca sem dobila, mislim, da okoli 1000 naročnikov, v glavnem ja. Kar mi je tako noro, da se je to sploh zgodilo in pač hvala vam, da če ste novi tukaj in če me ne poznate, prosim se naročite, zato ker pač help a girl out. Pač dansko sem že ful blizu 2000, kar ne morem verjeti, ker sem jaz upala, da bom prišla do konca leta do 800, zdaj imam pa 1800, 1000 več. Noro, teda hvala vam ful, zato sem tudi naredila to nagradno igro, v prihodnosti bo jih definitivno še več. Zaradi tega, ker pač, da vam dam nekaj, ker pač vi, s tem, da se vi naročili mene in da me podpirate, mi pomagate delati to, kaj hočem delati, torej da lahko hodim neke invente in da v prihodnosti moče delam tudi s tem. Zato vam jaz potem dam nazaj ta darila, ki jih dobim ali pa se dogovorim s podjetji, ali pa jih tudi sama kupim. Tako da ja. Zakaj ne bi kar zdaj naredila nagradno igro? Ok. To je zdaj ful spontano. V tem videu lahko zmagate ta zvezek, ki je eden od mojih najljubših zvezkov, uporabljam drugega, čist praznje. Tako da ja. Prva stvar, ki lahko zmagate. Druga stvar, ki lahko zmagate, je to iz Beauty Bloggers Meetup, taki tabletna torbica.
v kateri se skriva Rapid White za beljenje zob. Jaz imam eno podobno, to pa so v bistvu lističi. Potem ta od La Roche, ne vem, Innovation, Imperfections, Marks, Anti-Imperfections, Anti-Marks, medium shade, kar je definitivno pretemno za mene, zato sem se odločila, da bom dala to v giveawayu, ker pač za vse, ki jih jaz poznam, je to pretemno, ker smo pale AF. Potem od Avona lahko dobite BB 7-in-1 nail color, ki je tak. Vse bi jaz imela, samo imam umetne nohte. Potem tudi to matte lip liquid od Body Shop, ki smo dobili na Beauty Bloggers Meetupu. In pa še eno Blissfully Nourishing hand cream, ki je od Avona. In pa še eyebrow gel, ki je barven v temni barvi. Vidite vse tu noter, teda ja. Če hočete to zmagati, vse, kar morate narediti, je biti naročeni na ta kanal, me followati na Instagramu in pa v komentar prilepiti naslov tega videa ali pa in pa v komentar prilepiti in pa v komentar napisati, kaj je bila vaša najljubša stvar v tem letu ali pa kako idejo za YouTube video. Samo ne mi pisati sodelujem, ker če napisali sodelujem, ne sodelujete, ok? Dejansko morate komentirati recimo kako idejo za moj YouTube video, kako vprašanje za Q&A, kaj se je vam zdelo lepega v letu 2017 ali pa kaj tajega, ne pa samo sodelujem, ok? Pa vašo Instagram ime, da vas lahko najdem. To je vse, kar morate narediti. Leto 2017 sem tudi naredila eno veliko spremembo oziroma eno veliko odločitev, torej da ne grem v šolo in da bom doma eno leto. Ni bilo to samo zaradi, ker sem jaz to hotela, ampak je tudi tak, pač prišla nekaj do tega. Ni bilo samo tako, da sem se rekla, ok, ne grem v šolo. Ampak ja, ena izmed najboljših odločitev, kaj sem jo naredila. Tako pa vsako leto moraš biti hvaležen za svojo družino. Torej za mamito in pa papitota, a tej mami. Za mojo sestro, pa Blaža, to je en fant, ki pač je del družine, kakor gledaš, pa tudi Lukasa, logično. Babica pa dedeja in pa vso ostalo družino. Ampak pač to je najbolj bližna družina, če veste, kaj mislim. Najboljše stvari, ki so bile v 2017, tudi filmi in serije, ki so velik del mojega življenja. Aha, moram vam pokazati to knjigo, ki sem jo sicer dobila za rojstni dan in se imenuje Extraordinary Means. Začela sem jo brati včeraj ob 9. zvečer in zdaj je ura 3 popoldne in sem na 200. strani od 300. Pač ne vem, če sem že kdaj prebrala toliko strani v tak kratkem času. Za leto 2018 pa se ful veselim in verjetno naredila tudi v leto 2018 en vlog o Božiču pa novem letu, pa potem cilji ali pa kaj tajega za leto 2018. Ne vem še, če imate kakšne ideje, tak je to del sodelovanja, ampak ja, če imate ideje za videa, mi jih napišete spodaj. Pozabila sem še omeniti moje roza lase, ki so bili ful lepi, ampak žal so se ful spirali hitro in sem jih mogla spremeniti nazaj na rjavo barvo. In pa še, pozabila sem še reči, da sem si šla delati tatu, zakaj mi ni žal, niti malo, ja, to sta še bile dve stvari, ki sem sama povedati. Hvala, da ste gledali ta video, rada vas imam, hvala vam za vse in pa upam, da boste me spremljali še naprej. To je vse in pa se vidimo v naslednjem videu. Naslednjem letu mogoče. Srečno novo leto vam želim in pa veliko zdravja, sreče, ljubezni in pa veselja in pa rada vas imam. Come on, give me a hug. What is wrong with me?